Lepo pozdravljeni. Jaz bom pa nekoliko spregovoril o tejle knjigi, ki jo imajo v bistvu veliko šol je dobilo to knjigo v knjižnice in tudi javne knjižnice jo imajo. Knjiga ima naslov Zlati holokaust, mačkan provokativen naslov. Jaz bi mačkan več še spregovoril o ugotovitvah te knjige. Ta knjiga je nekaj posebnega, ker v bistvu prva razkrije, kako deluje neka industrija in to v celoti. Tobačna industrija je v Ameriki izgubila veliko tožb in v poravnavi leta 1998 so morali dati na razpolago svoje interne dokumente, svoje arhive. In to je bilo toliko dokumentov, nekih 100 milijonov strani, da so računali, da se nihče ne bo v nekem normalnem času prebil čez vse te dokumente in nekako sestavil zgodbo iz tega. Računali so na to, da se ne bo dalo pojasniti točno, kako so oni uspeli tako za nič izdelek toliko let prodajati, ker je bila gmota dokumentov toliko velika. In je približno 10 let je trajalo, da so dokumente spravili v elektronsko obliko, se pravi v računalniško obliko, da so lahko iskali povezave med dokumenti. In zato je potem v bistvu leta 2012 je prišla ta knjiga na dan v angleščini, Golden Holocaust je naslov, in mi smo pa dobili 4 leta kasneje prevod v slovenščini, nekoliko skrajšano knjigo. In jaz bi nekako rad nekaj informacij dal, ki so v tej knjigi, pa jih skoraj nikjer drugje ne slišite. In dejansko se bojo vse te stvari, ki smo jih zdajle slišali, se bojo postavile v eno sliko. Tako da potem je vse to logično, kar smo slišali do zdaj o kajenju. Zdaj samo, ker danes je svetovni dan oziroma slovenski dan brez cigarete, bi samo povedal, da kajenje ni tako zelo pomembna tema navidezno v medijih in zelo malokrat se govori, v bistvu imamo 2 dneva, ki sta temu namenjena, ampak ni vsakodnevno v poročilih. Prometne nesreče so vsakodnevno v poročilih, ne vem, kakšni škandali so dolgo se premlevajo. Kajenje žal, kljub temu, da 10 ljudi vsak dan umre zaradi kajenja v Sloveniji, ni taka tema, kar naprej. Zdaj pa, kaj jaz mislim, da bi morali vedeti o kajenju. Zdaj, mislim, da je problem, da dobimo napačne informacije, sploh, ko smo mladi. Kar naprej. Zdaj, kaj vemo o cigaretah? Kdo nam je to povedal? Koliko je zanesljiva ta informacija? Jaz to knjigo zelo priporočam, ker so te informacije zelo zanesljive. Avtorja niso tožili zaradi teh informacij, poskušali so pa zaustaviti, da bi knjiga izšla. Tako da ta knjiga ne špekulira, nič ne ugiba, dejansko ima za vsako trditvijo dokument. In zdaj v družbi velikokrat slišimo, da je to navada, da mogoče tudi to bi samo omenil, kar je gospod Košir rekel, da so tudi kadilci nekateri prepričani, da jih pomirja kajenje. Jaz bi samo to majčkeno pojasnil. Kajenje, ko si zasvojen z nikotinom, te pomiri za tistih nekaj minut. Vendar pa nekdo, ki pa ne kadi, ima pa bistveno manj stresa. Kadilci so v resnici v nekem stalnem stresu, zaradi tega, ker skozi rabijo ta nikotin in ko jim pade koncentracija nikotina v telesu, potem so živčni postanejo, ker rabijo cigareto. To je tisto, kar si omenil o starših. In zdaj, seveda velikokrat slišimo navada, razvada in tako dalje. To so napačne informacije. Gre za zelo močno zasvojenost. Tukaj jaz poudarjam en stavek. Cigareta je v bistvu najbolj smrtonosen izdelek v zgodovini. In več kot polovica ljudi, ki začne kaditi, bo zaradi kajenja umrlo, ne zaradi česa drugega. To je neverjetno v bistvu. Kar naprej. Tudi to, kar ste slišali od svoje sošolke, večina obžaluje, da so začeli kaditi. Tega tudi premalo, to se tudi premalo govori. Večini je žal, da so začeli kaditi. Ne je žal. Vse ste jo slišali. In jaz mislim, da ji bo uspelo, ker mislim, da je dosti odločna, da bo nehala kaditi. Samo večini ne uspe. Potem, kar je še v knjigi, kaj so vse prevare v tem izdelku. Filtri ničesar ne filtrirajo.
Vrednosti katralne nikotina, ne vem, če se spomnite, včasih so bile na škatlicah vrednosti napisane, to so prevarantske vrednosti bile, zato ker so, pol bom pokazal slikco, oni delajo dejansko laserske luknjice v filter in na merilnih robotih, kjer so te vrednosti merili, so pač poljubno nizke vrednosti dobili. Ne. To je bila navadna prevara, tako kot Volkswagen naredil prevaro pri dizelskih izpustih. Oni so naredili to prevaro in zaradi tega je umrlo veliko ljudi, ker so kadili lahke cigarete, ker so mislili, da so manj škodljive. Ne. Potem seveda lažejo, da ne oglašujejo otrokom in mladoletnim. Ne. Njihova glavna publika so otroci in mladoletni. Ne. Kar naprej. Ja, zakaj kadijo? Ne? To nekaj smo že slišali. Ne? Začnejo, kar naprej. Nekaj vplivajo sigurno oglasi, filmi, kajenje vrstnikov in staršev. Ne? Zakaj pa potem nadaljujejo? Ne? Predvsem en razlog prevladuje. Zato, ker postanejo zasvojeni, ne? In s tem zgubiš neko svobodo. Vplivajo pa seveda še druge stvari, koliko so dostopne cigarete. Jaz sem zelo ponosen, da nimate več trafike. Tam, ko je bil Bueno bar, tle čez cesto, ste imeli nekoč trafiko. Ne? In to ni bil slučaj. Oni vejo, da ste vi pomembni zdravstveni delavci in nekdo je hotel imeti trafiko, da bi čim več vas kadilo. In zdaj, na srečo smo potem uspeli to spremeniti. Vendar veliko šol, srednjih šol in osnovnih šol ima v neposredni bližini trafiko, ne? Ker vejo, da to vabi. Ja, za cigareto lahko tudi rečemo, da je pripomoček za dovajanje nikotina. Ne? Tako moramo gledati na cigareto. Ne? Bistven je nikotin. Ne? To ne gre zdaj toliko za vedenje, ne gre za kulturo, celo slišimo včasih. Ne? Glavno je, da tisti, ki kadi, si želi odmerek droge. Ne? Posledica kajenja, bo mogoče še kdo spregovoril, no, glavne so rak, srčno-žilne bolezni, se pravi infarkti, kapi, pljučne bolezni, kronična obstruktivna pljučna bolezen. Ogromno, teh bolezni je toliko, vedno znova ugotovijo, da so še podcenili, koliko bolezni povzroča kajenje. Kar naprej. Zdaj pa bi se malo vrnil k tej propagandi, zakaj začnejo mladostniki kaditi, zakaj se jim zdi tako cool. Ne? Recimo bi sam en primer navedel. To je znan film Prvinski nagon, kjer je v bistvu cigareta prikazana izredno nekaj erotičnega, seksi. Ne? In je, pa ne samo v tem prizoru, v velikih prizorih. Ne? In zanimiva je zgodba. Ne? Scenarist tega filma, ne? Joe Eszterhas pa potem zboli za rakom na grlu, zaradi kajenja. Ne? In zdaj kar naprej. In on v bistvu nekako, njega še vabijo, da bi še v bistvu dodatno zaslužil ob tem filmu. On je bil izredno uspešen scenarist, največja zvezda Hollywooda. Ne? In on je potem, ko je zbolel, je pa nekako nehal sodelovati s tem. Je rekel, v bistvu se je pokesal in je rekel, cigareta v rokah hollywoodskega zvezdnika je pištola uperjena v 12 do 14-letnega otroka. Ne? To je zelo zanimiva izjava za nekoga, ki je v bistvu veliko zaslužil s temi filmi. Ne? Ta intervju je v enem filmu, ki ga jaz tudi zelo priporočam. Film ima naslov Zadržite dih, zarota tobačna industrija. Ga lahko na internetu tudi najdete, če koga zanima. Zelo zanimiv je ta intervju z njim. Kar naprej. In zdaj, treba je tudi vedeti, zakaj vsi ti zvezdniki tako frajersko nastopajo v filmih, zakaj to počnejo. Ne? Dejansko zadnji denar, ne? Plačajo jih. Plačajo scenaristu, plačajo recimo filmski družbi, plačajo njim osebno. Ne? In v tej knjigi je ogromno podatkov, kako največji zvezdniki enostavno služijo s tem, da prikazujejo kajenje kot nekaj neverjetno cool. In to so tudi zdaj, to so starejši zvezdniki, ne? Tamle je gospod Eszterhas je tistle desno pod Sharon Stone. In tudi mladi zvezdniki, pri njih je podobno, kar naslednjo sliko. Ne. Za te ta starejše vemo točno, koliko denarja je kdo dobil. Ne. Za te še ne vemo, ampak sigurno ne delajo tega zastonj. Ne. Kar naprej. A ja, to je za filmček, kar naprej.
To so recimo tudi iz Slovenije, recimo tudi Magnifico je znan, ki se zelo rad pojavlja s cigareto v ustih in jaz mislim, da to ni naključje, no. Kar naprej. Zdaj, en kratek video bi sam pokazal. Spodaj. Zelo malkrat je v bistvu, da bi kdo javno izrazil, a bo to šlo? To bi želel pokazati enega znanega igralca, Yul Brynner. Ja, prekopiraj. Odpri. Yul Brynner je bil zelo znan igralec v Ameriki in je v bistvu hotel narediti kampanjo, ko je zbolel proti kajenju. Ja, skratka, to je izredno pogumen človek, ne. On je v bistvu, ko je ugotovil, da bo umrl zaradi kajenja, ne, se odločil, da bo nekaj naredil za druge, ne, da je povedal, da karkoli že počnete, ne kaditi, ne. To se mi zdi izjemno pogumno, ker večinoma ti ljudje nekako noben ne najde te energije, ne, ko zboli, da bi se še razmišljal o tem, kaj bi lahko drugim sporočil, ne. Tako da, to je direktorica Svetovne zdravstvene organizacije, ona je tudi večkrat poudarja, da je v bistvu tobak preprečevanje kajenja ena najpomembnejših stvari Svetovne zdravstvene organizacije, ne. Torej, tobak, moramo se boriti proti njemu, ne. Kar naprej. Se pravi, samo nekaj čisto na kratko podatkov. V svetu uradno umre 6 milijonov ljudi zaradi kajenja, v Sloveniji 3600 in to je prvi vzrok obolevnosti in prezgodnjih smrti, ki bi ga lahko preprečili. 40% smrti zaradi raka povzroča po nekaterih podatkih. Zdaj pa Slovenija je naredila velik preskok in je sprejela novo zakonodajo v lanskem letu in se približujemo državam, ki želijo končati prodajo tobaka. To je veliko držav, 200 ga že uspešno prenehali prodajati, enih 15 držav pa ima to v zelo resnem načrtu. Kar naprej. Zdaj pa samo še nekaj bi povedal iz te knjige, ne, podatkov. Tobačna industrija že ves čas ve, najkasneje od leta 1953, da kajenje povzroča raka, ne. To so vedeli privatno, ne. V javnosti so pa ves čas govorili, to ni dokazano, to ni res, potrebujemo več dokazov. Oni so že leta 1953 našli 40 rakotvornih snovi v dimu, ne. Kar naprej. Gremo. Sestava današnje cigarete. Slišali smo nekako, da je bilo Indijanci, to, kar so kadili, da ni bilo podobno temu, kar je v cigaretah, ne. V cigareti je v resnici 2/3 samo tobačnega listja. 1/3 so pa razne kemikalije, več kot 600 kemikalij. To so arome, anestetiki, bronhodilatatorji, očiščevalci okusa, vlažilci. Namen vse tega zvarka je, da boste vi zasvojeni. Ni namen, da bi bilo bolj zdravo, namen je samo to, da zasvoji. In nikotin pride pred 10 sekundami do možganov, ne. Zato je to trda droga, ne. Ja, zdaj pa samo ena slikca, kaj je bila razlika med lahkimi, ultralahkimi, navadnimi cigaretami. Gre za luknjice z laserjem, ki so jih delali v filter. Samo tega zelo malo kadilcev ve, da v bistvu so vse cigarete tako rekoč identične, ne. Kar naprej. Ja, zakaj pa je to tako težko rešiti? Ker je zasvojenost tako močna, ne. In jaz bi rekel, da je zasvojenost nasprotje svobode. Če ste vi zasvojeni, nimate izbire, ali boste naslednji dan kadili ali ne, ne. Večina kadilcev postane zasvojenih in pol je tudi ena primerjava z drugimi drogami, ne. Torej, ne odločaš več o svojem ravnanju, ne. Tudi če veš, tako kot vaša sošolka ve, da je kajenje slabo, ne, da ji ne paše, da ima ogromno posledic, ni nujno, da ji bo uspelo nehati, ne. Ja, to je pa ta študija, ne. Tukaj so primerjali zasvojenost pri alkoholu, tobaku in 2 nedovoljenih drogah, kanabis in kokain. In droga, ki najbolj zasvoji, ne, ta svetla črta so cigarete, nikotin.
kar naprej. Zdaj, jaz vem, da mogoče vseh ta tema toliko ne zanima, ne? Ampak tisti, ki vas pa zanima, imate pa na strani Mladinske knjige, mk.si, pogledate knjigo Zlati holokaust in imate ogromno oddaj o tej knjigi. Ne? In si lahko vse preberete, zelo zanimivi intervjuji, članki. Jaz najbolj priporočam, da knjigo preberete, no, ampak če pa komu ne uspe, tudi če bo malo par oddaj pogledal o tem, bo tudi veliko informacij dobil. Kar naprej. Tako da tle so te povezave, ne, z RTV Slovenija, iz raznih medijev, ne, in sigurno boste videli, da je stvar zelo zanimiva. Ne. Glavno vprašanje je, zakaj se cigarete sploh prodajajo. Ne. To je glavno vprašanje. Ma pa ta knjiga veliko enih zanimivih zgodb o samem marketingu, kako pristopajo, kako v bistvu so zviti pri tem oglaševanju, ne, oglaševanju otrokom. Ne. Potem vietnamskim veteranom v vojni so v umetno roko vgrajevali vžigalnike. Ne. To je tudi zanimivo. In podobne zgodbe so noter. No. Tako, kar naprej. Skratka, poudarek je pa to. Ta knjiga je zelo zanesljiva, ne, ugotovitve so trdne. Veliko tudi različnih področij medicine se dotakne, recimo kako so dokazali, kajenje povzroča raka, ne, ker to ni bilo tako enostavno dokazati, zato imate veliko kriterijev in se lahko naučite veliko iz tega. Ne. Razloži se tudi, nazaj, kako so v bistvu, zakaj je cigareta taka, kot je, ne. In vse te prevare in tudi veliko rešitev. Najbolj pozitivno je ta knjiga optimistično napoveduje, da cigarete bodo zginile iz naših življenj. Ne. Sicer ni čisto jasno kdaj, v eni državi bo to prej kot v drugih, ampak bodo. Ne. To je eno zlo, ki je nepotrebno in samo zaradi zaslužka enega števila ljudi, ne, mislim, da to ne bo trajalo v nedogled. Ne. Tako, ja, jaz imam pa tukaj samo v spomin sliko ene moje sorodnice, ki je kadila in je dobila raka in je umrla, ampak pač v spomin imam to slikco. Ne. Tako da, zdaj bi pa zelo povabil, če ima kdo kakšno vprašanje. Hvala lepa za pozornost. Thank you.